Po vsem tem se je zgodila katastrofa. Dobro jutro, gremo šrafati v minus milijon. Ja, tehnični imam in moram zamenjati končnik od stabilizatorja, ker so razbijajoči po celi sezoni žganja tega avta po vseh naših prelepih cestah, ki razbijajo in razturajo cel avto do amena. Končniki so tukaj, avto je notri, delavnica je narejena, zrihtana, spucana, povečana. Kombi je še kar tukaj, nič, zdaj gremo dvigniti in akcija. Vedno še podloži, sploh po zimi, ker nikoli ne veš, če bo to padlo. Tudi če imaš samo to, pa dvigalko, moraš še podložiti. Evo ga. Gre to dol. Tako, tole moramo zamenjati. Bo šlo to dol. Nimam pojma, zdaj bomo videli. Tle imam 15-ko in od zadaj 15-ko. Bomo videli, če gre to dol. Ok, ta prvi je kar šel, kot vidiš, je čisto uničen. Bomo videli zdaj, če bo šel to drugi. Moram iti po mojega prijatelja. Ok. Šlo. Viš, bomo videli, če bo film pomagal, ne? Poštima je na 6. Moramo samo zagreti to, ker nekaj mi je uspelo, ampak je to. Evo ga, sam zagreti sem ga mogel kot prasca. Pa šlo. Je gor, zatisnjeno, upam. Ja, ta je. Ta tudi. Nič, se stavimo nazaj in gremo na drugo stran, ne? Ok, druga stran je bistveno lažja. Spodnjega bi uspelo že tako odšrofati. Bomo še skornjega, samo da na to matico ven. Ok. Je šlo. Nič ni mimo, zdaj je pa čas, da namontiramo nazaj auspuh in distančnike. Bomo naredili en soundcheck zdaj. Ajde, če bo to šlo. Na zadnje sem rabil še enega. Tukaj dol. Vedno. Ki ga bomo dali gor, ta je ta, ki smo ga vzeli dol. 15 kg razlike, ta je lahek, ta je... To ima 2 kg, niti ne. Nič, zdaj moram ta klemp dati dol, pa ga dati tam gor. Upam, da bo šlo. Malo ga bom še zbrusil. Prej, potem. Kar razlika, ne? Se jih moram še obrniti na drugo stran. Vem, da se tega nikoli niti ne vidi,
ampak je fajn, da zdaj, ko je, lahko malo pobrusim, bo pa itak črni nazaj, ker abart. Nič, prišel čas, da damo mi to nazaj gor. Ta nosilec bom dal sem. Au. Ste že kdaj držali avsploh s svojim tičom? Jaz ga. Aha, mami. Dol bo padel, ne? Evo, še soundcheck. Avto je narejen, distančniki so nazaj, malo se moraš še posesti, zdaj ki je bil en čas v zraku, gume so zategnjene, avsploh je nazaj zamenjan, tako da zdaj je pripravljen na zimo. V vsem tem se je zgodila katastrofa. Ne vžge več. Avto je izgubil na moči en dan in en dan včeraj. Je tako baf je. In sem šel pogledat, kaj je, svečke ven, vse živo. Ne vžge več. Ja, tako da zdaj grem tam. Sem pustil avto od včeraj v delavnici, ker itak se nisem mogel odpeljati. Zdaj grem tam in bomo videli, kaj je. Znam biti, da se je pojavila katastrofalna napaka na mašini. Gledati, kaj se dogaja z avtom. S kolegom Gašperjem smo se pripeljala. Pogledamo najprej spodaj, koliko je olja. Ni olja notri. Zdaj pa najprej pogledati, če je olje v motorju. Olje je na polovici, ko vedno. En za drugim salam. En za drugim. Ja, koliko češ. Gledam, avto ni vrgel nobene kode. Nobene. In včeraj, ko je bil vroče verglo, ampak ni hotel žgati. In zdaj mene najbolj me zanima, če sploh še verglo. Pumpa dela. Da vidim, jaz tle jermen. Gor je. To zgleda v redu. Ampak to nima kompresije. Ti imaš Androida, ne? Ja. Sem imel eno kamerico na USB-C. Boš mi posodil sem telefon pol, da vidimo notri v svetje. Pravi, ni pil vode, ni pil olja, ni pil nič. Zdaj je ostal brez kompresije. Vrti ful preveč nelahko, ne? Ja, štekam, ja. Nič ne naredi. Ja. Še nekaj bova probala. Boš šel mi za verglecem, da ga najdem. Prav, samo malo brake cleaner notri v intake. Kar da je? To ne boš povozil. Zdaj bomo z endoskopom pogledali notri. Battle cilindra 1 je top. Zdaj smo ugotovili, da cilindri so ok.
svečke ne delajo. In zdaj podiram dol, ker moram pogledati crankshaft position senzor. In koliko sem videl od zgoraj. V glavnem, kar smo ugotovili zdaj, je, da je bil ta zobnik šrafan in valjda je šlo pol to vse s faze. Torej, utrgalo je one železce, ki drži ta zobnik na mestu v gredi. Če sva imela srečo, Gašper, ni zabilo ventilov. Po mojem ni. Ker ni možno, da ne bi tega slišala, ko je avto vrglo. Če imam srečo, neverjetno, zamenjam ta zobnik, da motor v fazo in motor vžge in dela. Ker ta balancer tle gor gre Jermen za servo volant, tle gor gre je pač za fazo. Ta kurba je bila 2 cm stran od senzorja, zato pol ni več vžgal. Koliko časa je bilo to odšraufano, odlomljeno, sam bokve. In torej motor je hodil s faze, definitivno. Ali je to zabilo ventile, očitno ni. Hodil s faze. Ker na batih je hodil s faze, zato ker je pokal. Ker on je bil toliko ven, toliko je bil ven in je to delal, da je potem hodil s faze. In zato mu je pač sekalo, zato pa nima iskre. Iskre nima zaradi tega, ker senzor ni... Ja. Sam vmes prej je pa tudi pač pokal, ne? Štekam. Jaz sem včeraj naročil nov zobnik za odspodaj, ker je odtrgalo tisti pin notri, kot ste videli v prejšnjem, kot ste videli prej. Danes naj bi prišel zobnik, pol pa grem zvečer v delavnico, probam dati motor v fazo, direkt ga bom zmontiral, probam ga dati v fazo, da vidimo, če se avto sploh še prižge, oziroma če se prižge, če laufa normalno. Gledal sem s kamerico notri, ne vidi se jasno, če bi slučajno ventili zabili notri v bate. Mogoče se bo zgodil božični čudež, pa bo avto delal. Avto se mi je tudi pregrel za 15 sekund, kar zna biti, da ne ni taka panika. Bomo videli, čas bo pokazal, oziroma pokazal bom jaz. Evo ga, nov dan, ker včeraj ni prišlo, ampak imamo zobnik. Zdaj čez vikend akcija, danes je 24. In imamo pač, smo doma, za praznike smo doma, mogoče bomo doma, ker starši delajo. Da vidimo, če imamo srečo ali nimamo sreče s tem mašino. Ok, svečke so notri, kojli so gor, ta čep je zaprt, Jermen je gor in